Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. No, in danes sem naredila, ali pa smo naredile, ker nas je več šlo peš na Brezje, preko 21.000 korakov. Tako da to je kar nekaj. V glavnem, peš smo šle na Brezje in vam povem, da smo tako uživali, toliko je bilo dobro. In sem razmišljala, da mogoče bi pa nekdo se pridružil, pa pomislil, joj, se bi šel, ampak sklepi me bolijo, ne morem to hoditi. In prav sklepi in glukozamin, ki obnavlja sklepe, telo lahko samo proizvaja. No in ne bo današnji nasvet prav za obnovo sklepov, ker dejstvo pa po taki turi, če ne poskrbiš za obnovo, spet se lahko zgodi, da se pojavi tiho vnetje na celični bazi in potem te pač vse boli in nisi za nobeno rabo. Prvo pogledamo glukozamin, se pravi, da telo proizvede snov, ki pospešuje oziroma ki preprečuje boleče kolena, boleče sklepe, in to pomeni, da lahko greste na daljše ture. Ne nazadnje, tudi planinarjenje je krasen šport. No in da vam povem, potrebujete nujno omega 3, zato ker telo samo izdeluje glukozamin, potrebujete C-vitamin, vsakega po 1000 mg, in potrebujete aminokislino glutamin. Zdaj, to ni to kompliciran, to je iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 272. To, da boste vedeli za tiste, ki imate knjigo. Da vam razložim, zakaj zdaj telo vse to potrebuje. Omega 3, po domače povedan, podmaže sklepe. To je čisto tehnično, tako kot panti, ki zaribajo, je potrebno našemu telesu dati dobro maščobo, ki podmaže delovanje sklepov. Drugo, potrebujemo C-vitamin, zato ker C-vitamin pa gradi kolagen. Kolagen ne samo, da je potreben za vezna tkiva in tudi za izdelavo glukozamina, potreben je seveda tudi za kožo. Jo, in smo se toliko nasmejali. Eno skrivnost vam povem. Polži s hišicami. To je plazeči kolagen. In vi, če srečate takega polža s hišico, veste, da polž sam poskrbi za obnovo hišice. Lahko se mu zahvalite za čisti kolagen, enostavno ga samo pobožate tam, kjer je sluz, in si namažete tam, kjer imate gube. In to pol zgine, veste. No in ravno danes smo se, jaz sem to eni moji prijateljici povedala, je rekla, veš, moja mama zdaj to redno prakticira in se maže s to polžovo slino po kolenih in veš, da deluje, da jo manj bolijo sklepi. Ja, seveda, ker dela kolagen. Kolagen, lejte, ne rabite drage kreme, če imate plazeči kolagen, kjer hočete. Vem, da marsikdo reče, fuj. Čakaj, če imate pa v dragih kremah, to pa ni fuj, to je pa pol v redu. No, sam en namig, ena ideja mogoče za vas, ker vam povem, deluje. No, naslednja zadeva, zdaj, če gremo nazaj na glukozamin, pa na gibčne sklepe. Ko vi poskrbite za to, da imate zadostno količino, zdaj pa še ta tretja sestavina, tista skrivna sestavina, aminokislina glutamin, to je pa spet ribe, mlečni izdelki in seveda spet potrebujemo beljakovine, ker prav ta aminokislina je beljakovina in brez tega ne gre obnova. Zato tisti, ki ne uživate nobenih rib, ki ne uživate nič mlečnega, imate seveda možnost rastlinski viri. Če pogledamo rastlinski viri glutamina, vam bom zdaj povedala, zaradi tega, ker je pomembna informacija, ker tisti, ki ne jeste nobenih mlečnih izdelkov, nobene skute, tisti, ki ne uživate nič tega, lejte, lahko dobite špinača, fižol, peteršilj in zelje vsebujejo tudi aminokislino glutamin in se pravi ne v oreščkih, fižol. No pa spet današnja debata je bila pač na sive lase, pa sem rekla, jaz nimam niti enega sivega lasu, ker uživam bakar. Bakar sicer uporabljam kot prehransko dopolnilo in je bilo naslednje vprašanje, kje pa dobiš bakar? Bakar ga dobiš ne več v fižolu. No in enkrat sem bila na eni oddaji in je rekel, voditelj je rekel, zato so cigani vsi črni, ker so blizu bakra, ker so nori na bakar. Bakar dejansko vpliva na
na to, da ne sivite. Hkrati pa baker vpliva na to, da se izboljša kri, in če imate boljšo kri, je več kisika, je večji pretok, je večja mladost, je večja obnova. Vem, da mogoče zveni vse skupaj zakompliciran, ampak v osnovi propagiram zdravo prehrano. Jejte uravnoteženo, jejte vse, ne izločati določene hrane iz svoje prehrane. In druga zadeva, po športni aktivnosti je treba čim hitreje zaužiti beljakovine, zato ker beljakovine pospešijo obnovo tkiv. Ta prvih 15 minut je najbolj pomembno, zato po športni aktivnosti lahko jogurt, lahko karkoli vsebuje beljakovine. Seveda jaz priporočam, mogoče takrat, ko greste na daljšo turo, recimo tako kot mi danes, da recimo si pripravite beljakovinski šejk, ker v tem primeru imate pa takojšnjo obnovo vaših sklepov. Poskrbite direktno, da se začne telo obnavljati. Seveda, naslednja stvar, spanec. Spanec pripomore k obnovi. In zdaj, če gremo tukaj naprej. Današnja debata, to, kar smo se danes pogovarjali, se pravi, rekla sem sevenje, rekla sem sklepi, rekla sem obnova, tisto pa, kar nujno potrebujete, je pa seveda, dihanje in dovolj vode. In ena gospa reče, je rekla, joj, ti pa kar naprej, no veste, logično smo hodile, sem rekla, grem zalit drevo, pa kar naprej, pač greš na vodo. Ja, zato ker ogromno pijem. Ker je pomembno, da piješ, ker v nasprotnem primeru, če dehidriraš, se zgodi, da telo enostavno začne šparati. In ko začne šparati, takrat začne tudi shranjevati odvečno maščobo. Zato je pomembno piti, vem, da vsi to veste, vem, da ponavljam, ampak, glejte, ko pomisliš, kaj moram narediti, če ne želim izgledati kot želva, moram nekaj narediti za svoje telo. In če nekaj ne naredim, telo slej ko prej reče dovolj. No, potem pa, ko smo zaključili, smo pa šli na pico in lahko brez problema ješ pice, zdaj smo pa pri srednjem glikemičnem indeksu, ampak zraven je potrebno pojesti solato. In solata uravnava sladkor v krvi in ni da pol padeš dol, da si brez energije, enostavno poskrbi za to, da sladkor, da ga držiš, da imaš energijo. No, in seveda danes večer, ko bom šla spat, omega 3, C-vitamin, to je dvoje absolutno, in to je ena taka moja dnevna zadeva za zvečer, ker to pomaga graditi rastni hormon, pa hkrati vpliva potem na popravilo tkiv med spanjem. Tako da v bistvu ni toliko težko, kot je pomembno, da poskrbimo za to. In jaz zdaj že leta hodim, že po mojih 7-8 let, hodim vsako leto peš na Brezje, vse enkrat. In cilj je potovanje, ne končni cilj, ampak da vzameš to, da nekam greš in se zahvališ. Ali pa vsak dan zahvališ, zato ker je nov dan, zato ker potekajo stvari. In bom dodala potem par slikic, da vidite krasen sončen vzhod, čarobno jutro. In sabo sem vzela karte prehodov v novo dobo in bom zdaj še kakšno sporočilo, tako neverjetna sporočila. In recimo, glih tale, to, kar sem zdaj potegnila, poglejte, zvok in angelske sfere, to je bila ta zadnja karta tam na Brezjah, ko sem jo potegnila. Angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje, usklajena sem s simfonijo srca in narave. In to, kar meni veča energijo, tam je vse v redu. To, kar jaz naredim za svojo dušo, to je tisto, kar se meni vrača. No, še ena stvar, moram se še vrniti nazaj na sklepe. Po poti, ko smo se pogovarjali, pa je ena prijateljica rekla, mene če sklepi bolijo prav kolena, kolesarjenje, plavanje. In dejansko, to je zdaj pa sta dva športa, ki vam res priporočam, začnite na počas kolesariti. Sploh, če imate težave s sklepi. No, ena druga gospa je imela sladkorno bolezen in prav pri sladkornih bolnikih pomembno je gibanje, zato da porabiš sladkor, da ga spraviš, da ga pokuriš. In ljudje, ki imajo avtoimuna obolenja, če zastarajo, če zastojijo, če ne gibajo, pomeni, da sebi kopljejo grob.
Zato je tako pomembno spraviti svoje telo v delovanje, spraviti svoje telo v pogon in ko to narediš, telo ti vedno, vedno vrača. Zato, glejte, poletje je, dolgi dnevi so in naredite vsak dan nekaj za to, da vaša duša poje. Imejte se radi in boste videli, potem ima lahko tudi vaše telo rado vas.